Evo, zdaj pa smo, ne? Sem tudi že prižgal, tako da se že snema. Sem odstranil un timer, ki je vse naredil živčne. Ker so odštevali 5, 4, 3, 2. Evo, mislim, da je spet mesec naokol, pa smo tukaj nazaj. Tako da hvala vsem, ki ste si vzeli čas. Boris me je takoj usmeril, da zdaj sem bil na klicu z Andrejem pa z ekipo, pa Rastri, pa je rekel Boris, da verjetno nisem videl, kaj se je glikar zgodil. Pa sem rekel, ne, da sem videl, da je Claude dal ven ta computer use feature, ampak nič ne vem o njemu. Tako da je rekel Boris, da si moramo vzeti nekaj časa za to tematiko, ker je zelo pomemben release bil, sicer je v beti, ne, Boris, se ne motim. Ja, mislim, tako, v bistvu so te stvari, ne. Timing je zelo zanimiv, ne, ker se to v bistvu manjka 1 uro pred tem, ne, zgodilo, oziroma so na Antropiku to objavili. Torej, v bistvu prva novica je pravzaprav, da so dali ven nadgradnjo tega obstoječega modela 3.5 Sonnet. Zdaj, ta model je precej popularen, še posebej med ljudmi, ki radi pišejo kodo, ne. Lahko da je, no, ampak se pravim, malo se prebrati. Available today on the API, tako da mislim, da primarno gre za enkrat za tole. Ampak se da uporabljati, ne. Pač ta API ni zaprt, ne, tako da kdor želi sprobati, mislim, da lahko. Kaj to je, Boris? Kaj, API ali Cloud Sonnet? Lahko začnemo z API, ne, je to. Ja, se je dobro, da gremo vsake toliko časa tako od osnov gora, ne. Včasih se kdo pretošne, čez nas na YouTube, ne. Mogoče, ja, mogoče. No, zdaj tlele vidim, ne, mogoče lahko še to v povezavi s tem omenimo, ne. Tle v sami objavi ne navajajo, kateri partnerji so začeli uporabljati oziroma raziskovati sposobnosti novega modela. In najbolj zanimivo ime tukaj, bi rekel, je Replit. Replit je nekaj časa nazaj dal ven svojega agenta za pisanje kode. Kdor ga še ni preizkusil, to zelo priporočam, ker je kar zanimiva izkušnja. Mislim, da so dosegali, bi rekel, neko novo stopnjo avtomatizma tudi istočasno na uporabniku back. In tudi dejansko potem lahko to aplikacijo takoj zaženemo. Ne vem, recimo čisto konkreten primer. Ja, recimo ta zadnja stvar, no, ki sem jo delal, sicer je bila tudi majčkeno bolj demonstracijska, ne, ampak recimo na GitHubu sem našel en zanimiv repozitorij, ki linkar do različnih člankov na temo agentov, ne. Mislim, da je čez 200 člankov. In potem sem šel tukaj gor na Replit, pa sem mu sam povedal, da bi jaz rad pač te članke, pač to stran poskrejpal, pa potem v bistvu iz te strani ekstrahiral linke do dejanskih člankov, pa naložil dol te PDF-e, pa naredil neko iskanje po njih. In se je kar začelo dogajati, tako, in je to bilo to, ne. Naložil dol teh 200 člankov, naredil neko iskanje po njih, nek retro interfejs. Jaz ga dosti uporabljam, se strinjam, ful je dober. Pa recimo tudi za učenje novih jezikov ali pa novih frameworkov ali pa digitacijo, ki ima večji serija, je super. Pa pač če znaš programirati, ko ne rabiš ravno, da te za rob zapelje skozi vse, ampak samo pač tako malo pokažeš skozi, da je ful dober. Pa druga stvar je pač tisto, kar so neke te boilerplate stvari, da začneš, pa se zagrežiš, tisto, kar je zares problem, vse ostalo pa pač ti tle reš, tako da je to ful pač podpišem, kar je Boris rekel. Ja, v bistvu, jaz mislim, da je ta produkt zanimiv tudi, ker naslavlja mogoče en tale manko do zdaj, ker dostakrat recimo, ne vem, ljudje, ki niso programirali nikoli, ne, pa so videli, da recimo jim ChatGPT daje neko kodo, ne, ali pa kakšen drug podoben orodje. Ampak kaj zdaj s to kodo narediti, ne? Dostakrat je treba en kup stvari inštalirati, za kar je potrebno spet neko znanje in potem se ljudje tega niso lotili, ne. Zdaj pa res ni izgovorov, ne. Ker zdaj pa res prideš noter, se logiraš, imaš tam na okence, napišeš, kjer program bi rad in on začne delati, ne. Tako da to pa res lahko vsak naredi zdaj, ne. Je pa plačljiv, ne, ta agent sicer koliko stane?
Ja, tole 25 na mesec, če vzameš 25, na mesec, ja, drugače pa 15, če za leto vzameš. Aha. Ja, jaz nisem tega probal, sem pa poslušal en podcast, ki je CEO bil, mislim, da je bil na Y Combinatorju na podcastu in je v bistvu real time, ko so se oni pogovarjali, je sprogramiral neko aplikacijo. Ne? Za, ne vem, zelo enostavna aplikacija za trackanje nekih habitov, en dan prej pa mood trackera, ne, da poveš, koliko se dobro počutiš. Ne. In to je bilo v bistvu v 2 minutah narejeno. Ne. Je bila že v bistvu publishana web aplikacija, ki je dokaj delala. No, tako. In je bilo zelo zanimivo, ker je ta agent nazaj vprašanja postavljal tepa, ne. Kot nek programerski buddy, ne, ki te vodi čez to, da prideš do konca, do nekega cilja. Ja, recimo meni je bilo zabavno, ko sem mu enkrat rekel, da naj chatbota sprogramira z OpenAI-em. Pa edino vprašanje, ki mi ga je nazaj zastavil, je, da povej mi, kateri API key uporabljaš. Sem poskopiral noter API key in je naredil. Ja, pa je delal, v bistvu nisi rabil. Ja, koliko si rabil svojega znanja, Boris, tega developerskega oziroma programerskega? Pa nič. Mislim, moraš vedeti, kaj je API, pa kje dobiti API key. Ampak če je sila, lahko to tudi vprašaš kakšnega chatbota, da ti pove, kje to prebereš. Res je zanimivo. Ker smo se glih prejšnjo epizodo smo se glih o tem pogovarjali, ne? Da se premikamo v ero tega, ko bojo lahko kreatorji sami brez znanja razvijali za splet pa za... Kaj ne reče, ta podcast ni več to, kaj je bil. Ne? Se spomnim v dobrih starih časov, ko smo tako za 1 let naprej predvideli neke stvari, zdaj pa 1 mesec. Ne? Tisto je bilo boring, ker si nek prediction si naredil, pa si mogel pa čakati. Ja, pa si mogel pa zmisliti nekaj drugega, o čem boš govoril vmes potovane. Ampak mogoče je fajn, da rečemo še glede te kontrole računalnika, ne, kaj je v bistvu Anthropic naredil. Ne, torej, ta zadeva je sicer še, bi rekel, malo bolj v beta stanju, ne, in sicer gre za v bistvu, torej, naredili so model, ki zna, če mu damo na voljo orodja za krmiljenje računalnika, ne, pač izvajati akcije, recimo na zaslonu, ne, torej, vidi, kaj se pač na zaslonu dogaja in potem recimo sproži nek klik nekje in podobne stvari. Ne? In ja, mislim, zaenkrat je mogoče to še malo tako v beta stanju, samo mislim, da je pa smer, v kateri so šli zelo zanimivo, no? Da ima ogromen potencijala, veliko enih zadev poenostavlja, ne, zato ker konec koncev v bistvu omogoča zdaj jezikovnim modelom oziroma multimodalnim modelom, da tako upravljajo računalnik, kot ljudje ne, to delajo. Ne. Daš mu navodilo, daš mu dostop do upravljanja tvojega računalnika, ne, tole je navodilo. Ja, tako. In potem on v bistvu prevzeme kontrolo in začne klikati. Ja, sicer... zakaj sem toliko poudaril, da je stvar v beti, ker sem videl, vmes so v Anthropicu delili par anekdot, in recimo, ko sem mu dal eno nalogo, da nekaj naredi, je pol on vmes kar začel neke slike, neke narave gledati. mogoče malo preveč simulira obnašanje ljudi za računalnikom. Jaz mu rečem, da ne piše kodo, pa on gleda, ne vem, cat videos, pač to. Ja. Mislim, ena stvar, ki je zdaj problem, kaj so sploh agenti. Pač zdaj je to ratala tak zelo popularen termin. In recimo, zanimivo je, da Anthropic ni tega izraza uporabil. Oni ne pravijo, da so naredili agenta. So pač rekli, da so naredili neki computer controller. Ne vem točno, kako so v bistvu to poimenovali. Ja, tako da skor ne bi bilo po moje vredno zdaj prav preveč v globino zaiti v filozofijo, kaj zdaj so agenti, pa kaj niso. Jaz si tako na kratko predstavljam recimo agenta, sploh v tem kontekstu. Torej, da imaš v bistvu nek sistem, ki dobi eno navodilo, torej dobi eno nalogo, potem v bistvu zna narediti plan, kako bo to nalogo rešil, potem začne to nalogo reševati, po možnosti tako, da dostopa do nekih orodij za
interakcijo z okoljem, v katerem mora nalogo rešiti, in potem tudi spremlja v bistvu, kakšne signale nazaj iz okolja dobiva, in temu potem ustrezno prilagaja naslednje korake. Ne. Torej, če gledamo v smislu programiranja, agent je lahko, da dobi neko nalogo, da mora napisati recimo nek program, potem ima možnost v bistvu pač pisati kodo, ne, to kodo izvajati, potem gleda v bistvu, kaj dobiva nazaj, pač od interpreterja ali od userja ali kakorkoli. In če vidi recimo, da se zatika, zna v bistvu sam debugirati, popravljati kodo, ubrati nek drug pristop in tako naprej. Ne. Recimo, to je ena taka preprosta varianta, kako mogoče razložiti, kaj je zdaj agent. Ne. A tisto ste videli, Andrej, si videl na X-u Marka Drisena, ki je doniral enemu projektu $50,000 v Bitcoinu, nekemu AI agentu, in potem je ta AI agent, se ne motim, sam ustvaril nek kriptocoin, pa je pol ta kriptocoin full zrastel. Goatcoin se mu je rekel. Goat. A to ste videli? Ja, seveda. Se še vedno para. Ja, a sem kaj spustil v tej zgodbi, Andrej? A si kaj drugega? Ali pa če kdo ve kaj več o tem? A je bilo to res v bistvu? Da ta agent to pač predpuša, pa dela hype prek Twitterja, oziroma X-a. In je tam je pač tako, ker je tudi pač Andres ni prek tega interagiral s tem. In je, ne vem, stvar je zanimiva. Tako jaz bi še vedno me ne bi ful čul, če se skaže, da je to pač nek tak full elaborate hoax, pa da je nek človek za tem. Ampak je pa tako tak vrhunski šizoposter nastal iz tega. Mislim, ko bom rekel, ne, več težko je iz tega, kar je recimo takole javno razvidno presoditi, ne. V kakšni meri gre tle za neko inteligenco ali pa po drugi strani tržno manipulacijo, ki smo jih v kriptosvetu videli mnogo, ne. Tako, mislim, jaz bi bil recimo bolj impresioniran, če bi mi zdaj nekdo rekel, ne, da je Andresen dal €50, pač enemu agentu, potem je pa ne vem kaj, sprodajo itemov na eBayu ali pa, ne vem, za ustvarjanjem otroških slikanic pa njihovo prodajo na Amazonu zaslužil, ne vem koliko, ne. Bi rekel, ok, v redu. To pa zna biti malo bolj obetavno, ne. Tako pa je težko reči, a je to dosežek ali ni, ne. Ja, mislim, on je po moje se odločil, kako zaslužiti denar, in odločil se je nekako ta agent, da je ta kriptopot oziroma šilanje tega coina dobra smera, ne. Ja, samo več problem je, če daš ti to informacijo enkrat ven ljudem, ki so kripto navdušenci, da je tam en agent, ki šila coine, v bistvu un agent sploh konec koncev ne rab niti obstajati. V bistvu sam poveš, da nekaj tazga. Ja, mislim, ker je samo po sebi, ne, te trgi imajo to tendenco, da radi eksplodirajo navzgor, pa pol tudi navzdol, ne. Zato pravi malo previdnosti, ne, pri oceni. Jaz se glih zato sem odprl to tematiko, ker si prej, Boris, rekel, glede teh agentov, da so mu dali neko nalogo, on je pa ni upošteval in je šel gledati neke slike mačke oziroma pokrajine. In klej pač vprašanje, koliko je ta agent sposoben pa inteligenten, ne? Da mogoče ta njegovo neupoštevanje navodil ne bo več toliko nedolžno. Ja, mislim, mogoče malo na to temo, ne. Ena stvar, ki je tudi bila zdaj par dni nazaj predstavljena, je to, ne, da so eni povezali različne pač jezikovne modele z Minecraft okolji, ne. In potem znotraj Minecrafta dajali različne naloge. In to, kar se izkaže, je, ne, da v bistvu, čeprav mogoče tako, če gledamo tradicionalne benchmarke, se lahko recimo modeli obnašajo podobno, v smislu dosežejo podobne rezultate, ne. V tem Minecraft okolju se izkaže, da imajo nek svoj karakter. Torej, to način, kako delajo stvari, je med agenti mislim, med temi modeli bistveno drugačno, ne. Recimo, izkaže se, da menda je tale Claude Opus, ne, tako bolj chillaxed, pa dela tako bolj se skup mirno, pa
medtem ko ta Sonet je pa obseden, ne? Ker mu daš nekaj dela in proba optimizirati za vsako ceno, tudi do te točke, da ni več fajn, ne? V smislu, ne vem, da je nekdo, mislim, da je rekel, da hoče, da ga je hotel, da ga zaščiti, pa je pa okoli njega začel zidove graditi, pa tako naprej, ne. Skratka, zna biti kar zanimiv tale Sonet, s tem, da to je bila še prejšnja varianta, kdo ve, kaj bo tale zdaj počenjala znotraj Minecrafta, ne. Koliko si pa ti, Simon, ker nisi bil vključen v ta podcast, ker smo se malo o nevarnostih pogovarjali, jaja. Koliko si ti kle zaskrbljen glede tega alignment problema med modeli pa nami? Je, ko ekstrapolira iz ful premal stvari, pa te skrbi preskočijo predvsej nekih resnih problemov, ki jih imamo, vključno z raznimi fizikalnimi omejitvami in tako naprej. Svet se bo verjetno zelo hitro spreminjal, pa pač ker bi zna postati tako dokaj neprijetno, milo rečeno je, če bi recimo pač začeli te AI modeli tako at scale manipulirati populacijo. Pa že nekaj zelo drugače, kot to zdaj dela, ne vem, PR pa medija pa tako naprej, ampak presumably so lahko hitro precej boljši od tega, kar pač tam New York Times skupaj spravil iz očitnih razlogov. Ampak mislim, te neki paperclip scenariji pa tako naprej, to je pa pač, se mi zdi dokaj, ne bom vzeti, kakaj neumnost je premočna beseda, ampak definitivno to ni nekaj, kar me kadarkoli drži po koncu, pa da bi to zelo resno o tem. Prvič zato, ker se zaletavaš vse mogoče fizikalne omejitve, drugič zato, ker je pač človeški svet okoli tega je tako broken, da pač težko zorkestriraš stvari toliko, da bi imel nek tak resen hard take-off scenarij, ko bi vključeval, ne vem, tam nek custom čipe, pa ne vem, kaj se da bi delal. To tako sedeti na papirju pač zveni cool, ampak potem pa v praksi, ko pa pomisliš, koliko je broken, da neko majhno stvar ne napišeš, pa nekaj takega, pač not gonna happen. Sej mogoče bo malo bolj učinkovito, ampak bo tam in bo rekli, sure, but veš delivery, ne vem, ne meš čez 15 mesecev, pa čez 12 mesecev, ampak ne bo pa to tako od danes, pa čez 12 ur je celoten svet podrejen, AI, to pač enostavno ne vidim v nekem realnem okoliščini. Bo pa, pač gotovo bo ene stvari tako, bojo weird, mislim, ne se tudi zdaj te stvari, ko so neki scam, mislim pa so take ful teh banalnih stvari, ko bojo v bistvu bojo ful problematične. Ta scam, ko se zdaj dogaja, ko je, da sintetizirajo zvok nekoga, ne vem, da tvoj glas sintetizirajo, pa pričemo tvoje starše, ko hej, stari, ne vem, v prometni nesreči sem bil, ne vem, tukaj plahtam, ne vem, kreditno kartico, neki. Zdaj pač eni bojo skeptični, ampak tukaj vsi vemo, da ful veliko ljudi lahko na to dobiš, sploh še pač malo drugih podatkov nabereš, pa zbiraš tarčo in takih zadev bo ful. Ampak zdaj, a je to zdaj alignment problem? Po moje ne, ker niti nimaš toliko stizga, ni jedra. Mislim, ker zame alignment problem nujno implicira neko predvsej visoko stopno samozavedanja, oziroma ali pa predvsej tako, rečemo, human-like samozavedanje. In mislim, da je predvsej bolj relevantni so problemi, ki bojo nastajali predvsej pred tem. Ne rabiš pač najprej do tega samozavedanja, pa se pol vrtiš tam okoli alignmenta, ker ravno ta sintetiziranje govora, pa videa, pa razni te deepfake-i. Kaj ni nič, kar bi ti zares alignal, razen pač nekaj take brutalno cenzure, ko je mu pač Google, ko so se predvsem usmešili, ampak je še vedno ena stvar, ki bo lahko zelo globoko problematična. Jaz mislim, da se bomo okoli tega predvsej vrteli. In po drugi strani tudi, da kar pa vidim, da se bo zgodilo, pa ena od teh stvari bo malo preveč nadležna ali pa malo preveč škodljiva in to bo dal, in pač vse, ko prej bo pač nihalo zanihalo in drugo smer in bojo dumali tisti, ki bojo prevzeli vajeti in verjetno postavili predvsej zakonodaje, ki bodo nekaj mere omejujoče. Zdaj bo to ponoma stvar zatrli, dvomim, ampak definitivno zdaj smo pač na neki zelo tej akceleristični strani, se pač Zeitgeist kaže v to smer, ampak to se mi zdi, da je, ja, to lahko vzdržuje dobro, zdaj pač je malo so razne te politične silnice, pa tako naprej, kako se potem to med raznimi političnimi poli razporedi, ampak drug del tega pa je, ki pač je nujen pogoj, ne zadostni, pa nujen pogoj je pa to, da nekaj dosti slabega ne zgodi. Ko se bo to, bo tako je pač zelo lahko upravičiti, da je bo tako in drugače to regulirati in cenzurirati. Kaj je hotel dodati, Boris? In takrat se mi zdi, da nam je bilo bolj podobno, a ne, to, kar nam je bilo skupno, to prepričanje, da bo to imel velik impact, ne, kakor pa te razlike med nami, da dejansko so eni mislili, da bo bolj negativen, pa eni mogoče, da bo bolj pozitiven. Ampak ja, zdaj pa je prišlo do
precej tako jasnega razcepa, ne? In dejansko imamo ljudi, ki bi radi te tehnologijo praktično popolnoma zaustavili, varnostne mehanizme in da v bistvu capability tudi hkrati izboljšuje varnostne mehanizme. Mogoče tudi recimo, kar se tiče deepfakeov, ne. Mislim, že dolgo časa se v bistvu govori o tem, ne. Pa se mi zdi, da kar nekak pravi impact ni zares prišel v družbo, ne, da bi to res tako at scale povzročal škodo, ne. Mislim pa, da je v bistvu za naprej to razlog, zakaj nisem zaskrbljena, ne, ker mogoče si zdaj ne predstavljamo, ne, da v bistvu bo tako, umetna inteligenca, tako kot jo jaz vidim, je tako, da bi pač enostavno večjo količino inteligence, ki je za nizko ceno na voljo nekje. Kar pomeni, da tej inteligenci vsi razmišljamo, da ji boš dal ne vem kakšne kompleksne taske, ne. Ampak če je dovolj poceni, pa če je dovolj velik, potem ji lahko daješ najbolj banalne možne taske. V smislu, da verificira za vsako izjavo, ki jo nekdo reče na Twitterju, na primer, ne, ali pa kje drugje, ne, gre pa pogleda za nazaj celo zgodovino, pa kaj je ta oseba trdila 3 leta nazaj, pa je bilo to smiselno ali ni bilo smiselno. Skratka, nivo preverjanja izvora informacij je lahko toliko neprimerno bolj globok, če imamo res veliko te inteligence na voljo, da se pol posledično mogoče niti ne splača poskušati fejkati tega, ker je itak vnaprej obsojeno na brezup in se lahko zgodi pravzaprav prek te zanke, a ne, da bo v bistvu manj teh lažnih informacij, ker bodo mehanizmi za njihovo detektiranje enostavno toliko dobri, da ne bo imel nobenega smisla sploh v to, kakršenkoli trud vlagati. Ti se strinjaš v bistvu z Simonom pa Borisom, ali imaš kakšno drugačen pogled? Ja, težko bi bil doomer z podjetjem v AI industriji. Zakaj pa ne? Mislim, ljudje rezajo milijarde s tem. Tudi doomerizmu je denar. Ja, pa smo se tega malo napačno lotili. Ne, kje se. Mislim, jaz se strinjam s Simonom. Jaz mislim, da bo za AI bolj nek moment nastopil takrat, ko bo AI imel večjo možnost interakcije s fizičnim svetom. Se pravi, to, kar smo videli na tem Teslinem dogodku, ko so tega Optimusa predstavili. Se pravi, ko bo AI imel neko telo in se bo fizično lahko gibal v svetu. Tisto se mi zdi bolj niti ne problematično, ampak neka naslednja stopnja, ker zdaj je še vedno v neki škatli digitalni, na internetu. Se strinjam pač, da lahko postane manipulativen, oziroma bo verjeten se igral s tem, ampak se mi zdi, da imamo še vedno dosti veliko moč, dokler je v tej digitalni ograji, ne. Takrat, ko pa enkrat, ko bo pa dobil možnost premikanja v fizičnem svetu, pa interakcije, bo pa verjeten, bo pa mogoče kakšne te skrbi malo bolj upravičene, ampak zaenkrat pa se strinjam s Simonom, ne vidim neke, kot je bilo v tistem filmu Lucy, ne, se zdi, je bilo, kjer je umetna inteligenca tako, ne vem, v 10 minutah zavzela svet. Jaz mislim, da je mogoče en vmesen korak, no, med to digitalno, mislim, med te fizično prisotnostjo pa tem, kar imamo trenutno, ne. Ja, mislim, da to, kar je ta korak, ki ga je Anthropic danes naredil, je definitivno en korak v tej smeri, ne. Torej, jaz, ko gledam recimo zdaj parcialno ta orodja, ki so že zdaj na voljo, pa modeli, ki so že zdaj na voljo, ne, so v bistvu tako precej sposobni narediti marsikaj, ampak kje je problem, ne? Dostikrat uporabniki, kaj se zgodi v točki, če mi avtomatiziramo zajemanje konteksta? Če se dejansko, recimo,
če imamo na računalniku en sistem, ki snema vse pogovore, recimo, ki jih imamo na začetku prek računalnika, ki gleda vse, kar se dogaja prek naših ekranov, pa v bistvu ves ta kontekst nekje zajema, ne, in pol, ko mi hočemo recimo nekaj narediti, ne, nam on lahko pomaga z vsem tem kontekstom. Torej vse, kar ve o nas, kaj smo počeli, kaj smo včeraj počeli, kaj smo rekli na chatu enemu kolegu 3 tedne nazaj, da nas zanima. Jaz mislim, da bo to velik preskok. Mislim, da se lahko zgodi relativno nenadno. Ne. Recimo Microsoft je zdaj, mislim, da ugradil ta feature recall, ne, v te računalnike, ki imajo Copilot plus serija računalnikov, ne, ki v bistvu vsake 4 sekunde naredi screenshot. Ne. Obstajajo tudi neke odprtokodne knjižnice, ki v bistvu že delajo to, kar sem jaz opisal, ne, pač zajemajo ves ta zvok, indeksirajo isto sliko. Ne. Tako da, se pravim, če povežemo skupaj zajemanje tega konteksta, plus recimo enega agenta, ki je sposoben recimo avtomatsko delati neke akcije na ekranu, ne vem, meni se zdi, da je kar enoren korak to naprej, temu, da začutimo, da je to zdaj bolj kot neka prisotnost, neka entiteta, ki nam lahko v vsakem trenutku nekako daje nekaj, sugerira, naredi nekaj namesto nas in tako naprej. Ne. Pa Apple koraka v to smer, ne, zato ker imajo on device v bistvu vse podatke od tepa, ne, oziroma zelo veliko. Pa če bi neka taka entiteta živela gora, ne, na tvojem iPhonu, ki bi se lahko stavo pogovarjala, bi imela kontekst o tebi. Ko ji daš nek task, ne bi rabo na dolgo in široko razlagati, kaj bi rad gledal v Egiptu, ko ti planira trip, ne, ampak ker te pozna. Če se te njihovi podatki obdelujejo kjerkoli že pač, vse njim je. Pač tudi takih je veliko. Ne. In zdaj pač vprašanje je potem, ko te servisi proliferirajo, ne, skozi populacijo, kaj se potem dogaja. Pač, in kaj zdaj to pomeni, ne? Če nekdo noče uporabljati nečesa, po drugi strani tam en kup ljudi, ki pa ima dostop do nekih sistemov, ki jih naredijo ful bolj učinkovite. Skratka, kompleksna vprašanja. Veš, kaj je še bolj zanimivo, ne? Da recimo celotno področje, ne vem, Evropske unije se odloči, da mi tukaj ne bomo pač tega uporabljali, ne? Da mi tega nočemo. Ne? Ker kolikor razumem, te novi iPhone so bili mišljeni, ko so jih predstavili, da to je zdaj ta Apple Intelligence noter, ampak tega featurja, čeprav razumem, ne bo v Evropski uniji, ko kupiš ta nov iPhone zaradi regulative, a ne? Prepovedi, če sem prav to dojel. Ja, to je pravilno. Ja. Mislim, tudi meta modeli nad neko številko naprej, ne bi več bili z licenco dovoljeni za uporabo v Evropski uniji in verjetno bomo še kar nekaj tega videli. Ne. Mislim pa, da se počasi pa vendarle dogaja neka samorefleksija tudi znotraj Evropske unije. Ne. In jaz mislim, da en dober primer te refleksije je bilo to. Mislim, da je tudi Macron imel neke komentarje glede tega, se pravi, francoski predsednik, ne? Tudi. Se mora Evropa spremeniti v tem razmišljanju, ne, glede regulacij pa inovativnosti, ker če ne bo ostal svet šel naprej, oziroma mimo nas, ne. In to je lahko zelo nevarno za kontinent. Mislim, nasplošno ta pristop, ki ga vidim, da ga Evropa ubira, ne, izhaja iz želje potem, da bi vnaprej predvideli neke potencialne negativne posledice in zakonodajo napisali tako, kot da so se že zgodile. In s tem posledično, ne vem, preprečili, da bi se kadarkoli zgodile. Problem je, ne, če ljudje recimo, ki pišejo te zakone, dejansko ne spremljajo, kje je tehnologija zdaj, kaj šele. Pa bi, recimo, če bi ta podcast poslušal, ne vem, Golob recimo, ali pa mu kdo pošle, kaj bi bilo dobro vedeti, ali pa kakšno sporočilo bi dal takim ljudem na teh položajih. Mislim, zelo preprosto sporočilo. Ja, ne. Pač ta trenutek, ne, večina slovenskega javnega sektorja, državne uprave in tako naprej, v bistvu umetne inteligence sploh ne more uporabljati. In tudi če jo želijo, in jaz vem, da je želja med ljudmi v javnem sektorju, da bi optimizirali procese, zatem večinoma tega ne morejo narediti. Ali pa zelo težko,
In to je pač treba spremeniti. No. So blokirane te aplikacije znotraj omrežja? Problem se pojavlja, ker mi dejansko, vsaj kolikor jaz vem, nimamo znotraj države recimo enega velikega lokalnega oblaka, ki bi bil opremljen z dovolj grafičnimi karticami, da bi omogočale zaganjanje teh dovolj velikih modelov in da bi bil tudi dejansko na voljo inštitucijam za uporabo, torej ne samo za neke raziskave in podobne stvari, ampak ne za dejansko uporabo. Ne. Istočasno se pa nobenih pač občutljivih podatkov ali pa, ampak ne, sej te inštitucije, praktično vsi interni podatki so pa občutljivi, ne. Se ne bi procesirali izven meja Slovenije, ne, in zato, ker pač noben od teh večjih ponudnikov oblaka nima nekih resnih kapacitet v Sloveniji, pač to nek začaran krog, ki ga zdaj pol nekatere inštitucije probajo reševati, tako da grejo recimo v nakupe neke drage strojne opreme, ki jo bodo mogoče tudi v svojih majhnih datacentrih lahko s težavo vzdrževali in tako naprej, ne. Ampak pač poskušajo, se pravi, ljudje bi radi, ampak ovire so pa hude, ne. Simon, kaj bi bilo tvoje sporočilo za ljudi na položaj glede te tematike? Najprej pa glede biznisa na splošno. Vse mislim, da je dosti, kar se mene tiče tukaj, je odgovor dosti podoben. In začnete s tem, da najprej pač se odločite, pa boste pri tem kritični, kaj sploh hočete doseči. Ker zdaj zelo veliko, pa to velja tako za sploh večje enterprise, kot tudi definitivno države, je tako, da je pač vsega mal bi kar tam nek state of the art AI razvijali, mal bi to bilo aplikativno, mal bi še, ne vem, vzgajali nek ekosistem, pa je pač vse posod prosimo okolj in hkrati pa ni nekega koncentriranega efforta, ki bi pač, ker je, se mi zdi, da je to recimo tako velika, vse to v bistvu je dosti podobno, tako velike korporacije kot država, imaš fundamentalen problem je, da je sama sebi na pot. To pomeni, imaš pač ful tega middlerja / birokracije, ki ti preprečuje ful veliko stvari narediti. In zdaj, bolj ko je neka iniciativa razmazana okoli, večje je ta surface area birokracije, ki ga moraš, če si ga sploh pripravljen, tišati nazaj. Bolj ko si pa fokusiran nekaj ostega, lažje se potem vprašaš, če zdaj to naš cilj, dajmo zdaj poskusiti reverse inženirati, kaj so prepreke, ki jih moramo odstraniti, da se to lahko zgodi. In nekaj takega na široko se bo pač ne bo nikamor premaknil, samo pač bolj ko je široko, tudi več stakeholderjev prineseš noter, to pomeni več ljudi, ki ima neke svoje računice, ki niso nujno poravnane, pa skoraj po definiciji niso poravnane z končnim ciljem, ki ga hočemo doseči, ampak vsak pač pas na nek tam svoj vrtiček, pa svoj nek sociopolitični kapital in je to bolj pač mesi. Medtem ko če pa pač nekaj zelo usko zastaviš, pa lahko dosežeš, po mojem, da predvsej bolj prebojne stvari. In recimo, kaj za neko državo, kot je Slovenija, verjeten je nesmiselno, da gremo pač konkurirati, hočemo konkurirati, ne vem, OpenAI pa podobnim, ker enostavno pač ne moremo kot družba zorkestrirati takšne količine resursov, ker je že pač to OpenAI budget bi bil nezatemrljiv del celotnega slovenskega budžeta in je pač je to neumna bitka, ampak se mi pa zdi, da je tukaj pa zelo veliko drugih načinov, kako pa lahko tukaj narediš, ker je pa se to je še neka recurring tema, ki jo imamo vse te podcaste, koliko je še veliko nekih, sicer dosti osnovnih aplikacij umetne inteligence, in tako vse smo malo pač nekaj obrise, vidimo pa jih zares ne izkoriščamo, ampak če bi tukaj bil nek pač tako koncentriran effort, da sploh pač reči, da bi se malo tako, da imaš ti spol pač nek efekt tega, ko se stvari malo nagrajujejo, pa so skoncentrirane, pa lahko ogromno dosežeš. Pa že ne vem, že konec koncev nekaj takega radikalnega, kaj recimo, če se vprašaš, kako bi pa izgledale srednje šole, če bi bile pač popolnoma podane preko nekih raznih LLM-jev. Tako recimo za pač primer, veš, to konec koncev to ne gre, pač ni samo pol vprašanje izobrazbe, ampak tudi recimo, cool, kakšne ljudi bomo potem vendali, koliko bo pač toliko bolj mogoče AI native, pa kaj to pomeni za, ne vem, potem časovni horizont 4-5 let, ko se bojo pa te dijaki počasi zvalili ven v svet, a to pol pomeni, da bo tukaj kar naenkrat potem neka grozen izniknili veliko različnih novih uporab tega, ker jim bo to samo umevno. Zdaj ne trdim, da zdaj to je nujno, da bi pa še nujno dober policy choice, ampak je pa nekaj takega, kar recimo pa še pa dober se mi zdi ilustrativen primer, ker to pač se fokusiraš in potem in to seveda na nekem takem področju, ki ima lahko neke tudi pač še potem higher order efekte unkrat tega, samo ker pač sprememba, ki si jo naredil. Reja, si ti kaj videl ta launch pa ujetje rakete od Muska? SpaceX-a, ne? Pa zelo vem, hočem se navezati na to tematiko birokracije, ker sem videl en video, ki je Elon
razlagal, oziroma o eni zgodbi, ko so zaprosili te lokalne avtoritete, ki dodeljujejo dovoljenja za launche teh raket. So jih prosili za dovoljenje in potem so oni vrnili nazaj z odgovorom, da je treba najprej narediti raziskavo, kakšna je možnost, da oni, ko ta raketa pade v morje, zadene morskega psa. Ne? In potem so Elon pa ekipa prosili za podatke, koliko površine oziroma koliko teh morskih psov je na tisti površini. Ne? In so rekli, da nimajo teh podatkov, ne? Zato morajo oni preskrbeti. Ne? In oni so potem naredili to raziskavo in so jim poslali in so rekli, to je super, to je sprejemljivo, zdaj pa naredite isto še za kite. In se pravi, vsaka taka stvar je odlagala ta launch, pa napredek, pa to, čemer on stremi, da gremo v vesolje, pa to ne. In mislim, da je Paul na koncu povedal še, da so prosili, da tudi če ne pade na kita ta raketa, kaj če raketa pade v morje, pa eksplodira, kaj lahko to pomeni za sluh kita, ki je zraven. Ne? Tako da to je tudi treba narediti neko raziskavo. Mislim, da so bili, a niso bili to s tem sluhom, a niso bili to tjulni? Ja, to je Paul povedal, da so tudi dajali neke slušalke tjulnoma, da so merili. Ampak ja, to je Paul v bistvu to, o čemer govorimo, da ena sila obstaja, ki je taka podjetništva, pa inovatorska, ena sila je pa taka, nekako to ustavlja. Jaz se ne bi čist jasno postavil na eno izmed teh dveh strani, ker tudi če pogledamo, kot ti, ne vem, v Pradovnini si prinesel ogenj v vas, in valjda so vsi skočili v luft. To je pač nevarno, zdaj lahko te upeče, otroci lahko se jim kaj zgodi, Ampak vseeno to ne pomeni, da moramo zdaj prepovedati ogenj v tej vasi, ampak moramo pač reči, ok, ko operiraš z ognjem, moraš poskrbeti, da otrok ni zraven, mogoče moraš kamne dati okoli, da se ogenj ne razširi, da je smiselno govoriti o tveganjih nove tehnologije. Mislim, po moje tle, kar se zakonodaje na splošno tiče, problem, da trenutno je sistem tak, da zakoni pač stopijo v veljavo in pol ostanejo v veljavi. In seveda ljudje vseeno pač hočemo, da so stvari vedno boljše, in potem pač dodajamo in dodajamo in dodajamo in dodajamo in specificiramo in potem je tega toliko, da rabimo novo agencijo, zato ker je tega dela čisto preveč. In potem, ne vem, ko se dela razpis za neko stvar, je vedno več zakonov treba prebrati, pa jih upoštevati in potem bi se sploh razpisa ne moramo več dati ven, zato ker ljudje nimajo časa razpis pripraviti in potem ne dobimo evropskih sredstev, ker nismo dovolj hitro razpisali. Mislim, po moje ključna stvar bi bila, da bi na nek način za večino zakonodaje uvedli rok trajanja. In pač potem, ko bi se rok trajanja iztekel, bi bila potrebna nova debata, nov družbeni konsens, a je zdaj recimo, kako smo, mislim, fajn je, da so določeni dokumenti, kot je ustava, ki imajo neko trajnost. Ampak ni pa to nujno res za vse zakone. Pač, ker tako, če bi vedela, da v bistvu, če imamo zelo kompleksen zakon, pa ga bomo pol hoteli enkrat podaljšati, bo verjetno tudi ta podaljšanje zelo kompleksno. In bi mogoče raje res napisali tiste stvari noter, ki so res tako, ki smo res zihar, da so potrebne. Ampak ja, pač, tako se pa samo ta drevo dobiva veje in veje in veje in potem pač težko rata kaj narediti. Ful kontroverzno, ampak ker bi recimo pa še druga stvar, ki bi jaz to frustriran z boljšem, ker rekel, pač to omejen rok trajanja. Druga stvar je pa to, bi jaz rekel, da mislim, da je ta predpostavka, da smo vsi enaki pred zakonom, ni nujno najbolj pametno. Vsaj, ko govorimo v kontekstu recimo odnosa države do podjetij in podobnih stvari. Da enostavno bi da pač, mora biti neka proporcionalnost v tem smislu, da pač ja, če imaš recimo večji, ko imaš manevrski prostor, pa tudi, če pač kot je enkrat nehaš uspevati, toliko bolj so pač posledice brutalne, ampak recimo za nekaj, ker se je pač razumem, zakaj obstajajo se te pač zakonodaje, govori, ne vem, okoljske pa tako naprej. Tudi pač mi je ful pomembno hranjenje narave pa tako naprej, ampak je pa pač tukaj zdaj, da imamo nek zakon, ki je one size fits all, ki po eni strani
mora varovati naravno okolje pred, ne vem, nekimi dosti korumpiranimi lastniki odpadov, pa nekimi velikimi industrijskimi kmetijami, pa po drugi strani SpaceX-om, pa enostavno ni smiselno, ker je payout za celotno civilizacijo na eni strani je ničen, po drugi strani SpaceX pa je ena zadeva, ki lahko zelo pač meaningful in zmerljiv miro premakne človeštvo naprej. In da tukaj pač imamo zdaj vso zakonodajo pisano na najmanjši skupni imenovalec, mislim, najmanjši pač, oziroma na najbolj pokvarjen skupni imenovalec, je pač pri kompleksnosti sveta, ki ga imamo zdaj, postaja se mi zdi, da zelo omejujoče. To sicer, mislim, tukaj pač se ne zdi, da tle pač absolutno, da zdaj pač proglasiš, da Elon pa lahko počne, kar pač hoče početi, ampak v smislu nekaj takega, da recimo imaš večji manevrski prostor, pač te prvič, dokler nekaj ne narediš, ker je tako pač strogo slovo. Tako se zdaj, kako to definira, bla, bla, je pač nek zelo kompliciran problem, ampak bolj gre pa za to, da je pa to mogoče ena stvar, o kateri bi se bilo dobro, da se začnemo pogovarjati. Da ni pač to da takoj si pač diskvalificiran, kakršnekoli omikane družbe, čim z neko tako idejo vam prideš, ampak da to je ena smer, kjer bi pač mogoče premišljati, a je pač tukaj nek smiseln način, kako lahko mi diferenciramo med različnimi entitetami in da niso vse enake pred zakonom. Ker smo že pri zakonodaji, se meni tudi zdi zanimivo, kako v bistvu ta koncept nekih, recimo, kako rečejo temu, posebnih ekonomskih con, kjer potencialno veljajo drugačni zakoni, kot pa recimo na drugih območjih, kako to kar nekako v Evropi ali ne zaživi, ali ne poznamo, ali pač nima nikakršnega učinka. Pač tako jaz gledam, to je v bistvu tak osnovna znanost, bi človek rekel, da imaš neko hipotezo, ki bi jo rad testiral v omejenem obsegu in potem zasnuješ eksperiment, ki je lahko v obliki take posebne cone in potem pač pustiš eksperiment nekaj časa, na koncu evaluiraš, če se je izkazalo, da je dober, pač lahko narediš spremembo še kje drugje. Tako, ampak ne vem, mislim, se ne vem, mogoče sem jaz neizobražen, pa jim bo nekdo rekel zdaj, da v bistvu je 88 takih posebnih ekonomskih con, vse posod po Evropski uniji, sam pač nobene ni v Sloveniji, pa. Mislim, poznam bolj te primere v obratni smeri, da imaš eno cono, kjer se še dodatno stvari ne smeja. Andrej, a si gledal tole, kaj? Sem zasledil. Vem, ker ti si bil full velik Elon fan, še v teh zgodnjih časih njegovih, pa vem, da te full zanima tudi vesolje, pa to. Veliko stvari, s čimer se on ukvarja. To je tudi ena taka stvar, ki prej si pač omenil te robote, fizične, pa to so zdaj robotaksiji, ki nimajo voznika. Jaz se s tabo strinjam, da bo vsaj tukaj recimo masa, veliko več bo tega pushbacka ali pa strahu, kakor pri teh stvareh, ki se mi večinokrat pogovarjamo, to so te neki jezikovni modeli, ki živijo na ekranu. Čim ti spustiš to v fizični svet, ko imaš opravka s poškodbami, pa z človeškimi življenji neposredno, se mi zdi, da bo veliko več strahu prisotnega pri ljudeh. Mi imamo tudi eno stavo, ki smo jo pred 5 leti naredila. Ja. Se spomniš? Ja, javno smo jo naredili. Ja, da bo v Ljubljani pobiranje smeti čisto avtomatizirano, če se jaz prav spomnim. Ja, nekaj tazga, da bo. V kolikem času pa? Ja, takrat sva rekla v 10 letih, jaz sem rekel, da ni šans, Klemen je rekel, hitro. Časa imata še, čez glavo dovolj. No, Klemen. Ja, so zdaj že minili 4 leta. Ja, pol. Zdaj smo na 2 leta. Boris, imam samo še 5 let. Mislim, rekel si v Sloveniji, da to je, mogoče si se malo. Mogoče Silicon Valley, tam že neki roboti dostavljajo. Ne, tako sva rekla, Andrej, vsaj eden smetnjak, se pravi ta tovornjak, ki pobira smeti, bo enkrat pobiral pač en kontejner. Brez človeške brez tako. Ja, jaz ostajam pri svoji napovedi.
Ja, ne, sej. Mislim, jaz recimo za tole Teslo ne skozi spremljam ta self-driving. Mislim, ljudje so mi zdi, da so zdaj ratli tako malo deziluzionirani glede tega in pač imajo občutek. V 2016 je Musk rekel, da tole bo vsak čas, pa pol ni bilo in zdaj v bistvu sploh noben ne preverja več, kje to je trenutno. Ne? Ampak po drugi strani, če gledam ljudi, ki dejansko to testirajo, pa pač objavljajo svoje izkušnje, pač zadeva zelo hitro konvergira proti recimo temu, kar zmore Waymo, s tem, da deluje povsod po Ameriki. Ne? Pač nobenega predhodnega mapiranja ni potrebno. Waymo ima mapiranje. Ja, Waymo v bistvu more neko to prilagoditev oziroma mapiranje izvesti na vsaki tej lokaciji, preden dejansko svoj servis tam ponudno. Sicer zdaj ga pač širijo, ne, ampak vendarle je na voljo samo na zelo omejenem območju v Ameriki. Ne. Zdaj, verjetno je zdaj kaj več mogoče, ampak ne vem, prvo je San Francisco pa Arizona. Ne, mogoče je zdaj še kaj, no, ne vem na pamet, ne, ampak omejeno. Ne. Mogoče sam povemo, da Waymo je nek startup, ki je v lasti Google, ne? In deluje kot si rekel, na omejenih območjih, je pa podoben servis kot Uber, ne? Se pravi, pokličeš prek aplikacije avto in pride in voznika ni, ne? Ti si od zadju sediš. A sem prav vse povedal? Ja, mislim, startup, interni Google projekt, ne, kako bi rekla, ne. Tako da, ne vem, ne, recimo pri Tesli je pač problem seveda ta Muskova medijska izpostavljenost in pol vsi razni biasi, ki pridejo s tem in je včasih pol težko v bistvu videti, kaj se sploh dogaja preko vsega tega, ne. Ampak recimo, ne, kot ilustracijo, takrat, ko so v Tesli začeli opuščati lidarje, ne, pa so prišli na kamere, ne, je bilo to vse splošno smatran kot totalni idiotizem in kako to nikoli ne bo delal. In kaj zdaj vidimo leta kasneje, ne, da tudi ostali, ki pač razvijajo kakšne self-driving sisteme, pač začenjajo opuščati lidar sisteme. Ne. V bistvu gre za navadne kamere, ne? Se pravi, gre za vision, ne gre za radarski sistem, ampak gre za prepoznavo čez sliko, tako kot ljudje počnemo. Ne? Ja. Še ne pa tvoj prediction, Boris, glede tega. Pa ne rabiš reči smetnjak v Ljubljani, ampak recimo v Ameriki pristaneš v New Yorku, na JFK-ju in ko pokličeš Uber, a nima voznika. Jaz mislim, da na koncu bo to bolj stvar regulative, ki je včasih težje napovedati kot tehnologije. Ne? A ne? Zdaj, jaz bi rekel, ne, da pač, če bi se zgodil mali čudež, ne, pa bi EU dovolila self-driving v Teslah v Evropi, ne, bi precej blizu temu experiencu prišli že drug let. Elon je rekel, da v prvem kvartalu naslednjega leta, kar verjetno pomeni v prvem kvartalu 2029. Ampak ok, ne, mislim, ja. Jaz mislim, da je to, da boš imel čisto to, ne vem, mogoče 3 leta stran, recimo, za Tesle. Za Waymo pa že ima zdaj to izkušnjo, ne? Pač, tako da... Simon, kaj pa ti? Mislim, da res je pač ta vprašanje, kako interpretirati tvoj Uber, a to pomeni ali obstaja nek self-driving taksi iz JFK-ja, ali prav Uber v smislu, da je toliko velika penetracija self-driving avtov, da je average Uber self-driving. Za prvo to pomeni, ali bo neka relativno redna oziroma zanesljiva opcija za self-driving taksi iz JFK-ja nekam v downtown New York, po mojem, da tam 2 do 3 letih bi me zelo čudil, če ne celo, da bo pa toliko penetracije, da bi pa recimo to postavil nek poprečen Uber izkušnja, ali pa tudi, da ravno zamo in taj, ko je vsem dost neko markantna ruta, ampak ne vem, tam nek random malo večja mesta v Ameriki, ne vem, Milwaukee, Atlanta ali pa nekaj takega, pa da imaš pač nek compelling self-driving auto, mojim, da tam po 5 let tega. Tukaj že čisto sam, pač koliko je lahko neka kapacitet, da se to delivera, pa se mi zdi, da je velika pa pomembna razlika
medtem, a recimo v Waymo, ko so pač oni lastniki vseh avtomobilov, pa imajo dost pač roko na tem, ali pa potem ta neka decentralizacija, ki jo pač Uber implicira, ali pa kar tudi Musk hoče delati s svojimi temi robotaksiji. Le se pač je še ta komponenta, je dost pomembna razlika, ki spet ni samo tehnološka. Mislim, je do neke mere tehnološka, ampak ni self-driving tehnologija, ampak po drugi strani je pa še bistveno bolj regulativna, pa logistična, kot je pač recimo Waymo je v mnogih primerih bolj preprost primer. Preprost. Še vedno je rešuje enega najtežjih problemov, ampak je vsaj bolj jasno opremljiv. Mogoče bi jaz le omenil, ne, recimo, da se mi zdi zanimiv ta Comma AI, dosti ljudi ne pozna tega. To je v bistvu en sistem, ne, ki je tako kot nek telefon, ki si ga obesiš na šipo, ne, od avta, pa ga povežeš z sistemom za krmiljenje in on potem pač dela nek tak zelo omejen self-driving, ne. Ampak tako, sistem je precej dober, ne, in ga računske moči noter, ne, bo to čez 3 leta drastično cenej, ne. In tudi to, kar smo videli, mogoče, če gremo pogledati, kaj se dogaja, ne, pri teh, recimo, jezikovnih modelih, ne, vidimo, ne, da imamo mogoče enega, recimo, tekmeca, ne, ki ima določeno močno prednost nekaj časa, ne, recimo, tle je bil tukaj OpenAI, ne. Ampak en velik del te prednosti se potem lahko relativno hitro ujame, ne, če je dovoljšna motivacija na trgu in prepoznanje, da v bistvu se to zdaj da narediti, ne. Tako da, recimo, kaj jaz mislim, da bi se zgodilo v praksi, ne, recimo, če Tesla dejansko ratajo self-driving in da to regulator tudi podpira, potem je to tako močen signal na trgu, da se to zdaj da narediti in se začne še hitrejša tekma, ne, kako to zdaj replicirati na čim cenejši način. In pri Teslah je že tako, ne, da s tem, ko so se odrekli kakšni dodatni opremi, kot so lidarji, ne, so v bistvu naredili sistem toliko cenejši in toliko bolj izvedljiv, tudi za kakšne take opcije, kot je tale Comma AI. Ne. Tako da, zato mislim, da ni ta logistika, tako, ne pričakujem, da bo dejansko treba zamenjati avto, zato da bi lahko avto postal self-driving. Da ne rečem tega, ne, da v eni točki mogoče bodo humanoidni roboti dovolj sposobni, da bodo lahko te avte vozili, ne, tako da jih ne bomo rabili strandati. Mislim, ok, no. Ampak konec koncev, zakaj pa ne, sej kamere, interakcija z okoljem, reflekse bodo itak v eni točki imeli veliko boljše kot ljudje, ne. Ampak to je v bistvu ful dober point s temi, da bi pač mogoče, da sploh narobe gledamo na samo fizične stvari, ker konec koncev, da če se vrnemo na začetek današnje epizode, to je točno to, kar je tudi Anthropic naredil s tem zadnjim klodom, da so abstrakcijski nivo interakcije so pač zašli ful višji po stopnji abstrakcije, ampak ker, ko imaš neko baltično capability, to lahko ful stvari poenostavi, ker naenkrat ne veš, da imaš milijarde nekaj API-jev, ko ima vsak nekaj svoje, pa so lahko zelo arcane pa razni programski jeziki pa okolje, ne, ti pač tam klikaš, premikaš miško in tukaj pač vožnja je isto. Ne veš, da pač ti moraš tam cel avto instrumentizirati, pa ne vem kaj še vse, imaš pač ti tam robota, ko prime volan, pa začne furati. Tega me ne bi čudil, če se bo še večkrat bomo nek podoben moment tukaj naredili, ko je enostavno naša predstava, kako stvari postanejo pametne, ne bo, da bo pač zdaj nek droben AI tam v vsakem edge device ali nekaj takega, ampak ne, bo pač tam samo neki AI roboti ali karkoli, ki bojo pač interagirali s stvarmi, pa bojo prek tega postale pametne. Za mene je bilo tudi všeč ta primer zdaj iz, mislim, da Liberija, ne, ker tam so imeli ta problem, no, ta trenutek še vedno, da je v bistvu ogromen del ljudi sploh nima nikakršnega dostopa do interneta, ne, in potem so zdaj podpisali pogodbo s Starlinkom, ne. Tako, dajmo preskočiti vse korake vmes, ne, in kable in optike in mobilne, gremo kar direktno satelite, pa v redu. Sam ta prejšnji point, to je res zelo zanimiv point, ker ta naš svet je v bistvu stvari, ki smo jih vsaj ljudje naredili, smo jih naredili za ljudi, a ne. In zdaj, zakaj bi ti te sisteme prilagajal na to, zakaj ne bi sistem prilagodil, a ne, da se obnaša kot človek in potem lahko živi v tem svetu podobno kot človek, a ne, se pravi, klika miško, tako kot si rekel, voz avto, a ne, kuha mogoče v kuhinji, ki je bila namenjena za človeka, a ne. Ne pa da kuhno spreminjaš, da bo podpirala robotsko delo. To je zelo zanimiv v bistvu koncept, ne.
In zato se mi tudi zdi, ker to je pol futuristična stvar, ki vidiš v Tesli tega robota, ki se premika, pa se pogovarja. To je najbolj tak sci-fi, pa se mi zdi, da ljudje to najbolj podcenjujejo, ta aspekt Tesle. Se mi zdi, ker je to mentalno oddaljeno. Mislim, zanimivo je gledati ta poročila analitikov na Wall Streetu, ki večinoma tako diskontirajo sploh celoten revenue, ki ne bi ga Tesla naredila z Optimusom. Ok, mogoče so kakšne redke izjeme, ampak tako, če bi vzeli eno default analizo še ne prodolg nazaj, sem prav gledal. Tako, kukor da pričakovanje je, da ne bo niti €1 Tesla zaslužila z Optimusja. Se mi zdi tako, pa kdo je vam dal službo, mislim, kaj pa vi delate tukaj? Mislim, po moje tle bo motivacija za razvijanje izredno visoka. Sandrej, kaj pa ti misliš glede Tesle, pa kjer od teh področji, da bo največji efekt imel ali pa implikacije na človeštvo? Če imamo zdaj električne samovozeče avtomobile, to sta že dve komponenti noter, pa imaš te humanoidne robote, pa imaš pa, ne vem, mogoče te baterije pa solarne celice, ki so lahko na strehah oziroma na cestah oziroma kjerkoli. Ja, zdaj, kakšno podjetje to je, informacijsko, v osnovi, ki se je po mojem nekako pridružilo temu, da se itak pravijo, da ne bi Tesla imela najboljši nekako tudi AI, zaradi vsega tega dela, ko so ga že opravili za samovozeča vozila. Pa tudi zanimiv je bil ta podatek, da so naročili, mislim, da zdaj ne vem, koliko teh kartic, 100 ali 40 tisoč. 100 tisoč, ja. 100 tisoč kartic. Pa v 19 dneh so jih priklopili. Tako, ker je Jensen Huang, mislim, da rekel, da to v nekem korpo navadnem okolju bi trajalo 4 leta, da bi se to vse deployalo. Se spet vidi ta. Si predstavljam, da je to Musk nekako imel prsto zraven in to celo sam, ki je po štraufu. Ne vem, če smo kdaj, mislim, da smo na dialogu omenili to, kako je on te Twitter serverje preselil. In mislim, ta zgodba je res nora. To ne bom po mojem nikar pozabil. Ja, zdaj v vprašanju, ko si ga imel, kjer to področje, tukaj je res težko to napovedati, ampak ja, Tesla je res neverjetno dobro pozicionirana, da res rata ta megakorp, to je v cyberpunku, v tej literarni zvrsti, ki nekako opisuje neko distopično prihodnost, kjer je ena korporacija, ki tako čisto vse aspekte človeškega življenja nekako servisira, pa tudi ima, ne vem, pa ima kontrolo nad vsem. Ne morem se spomniti v Cyberpunku, kako se je že v tej firmi rekel. Vem, da v Alien Universe je to ta Yutani Wayland korporacija. Tako da mogoče v realnosti naši... Ja, Arasaka. Je to samo v igrci, pa ni se prenesel iz tam. Ampak v igrci je Arasaka največja ta korporacija, japonska. Ja. Vem, da je ta Wallace Corporation se imenuje, ki delajo te replikante za delo v drugih ozvezdjih, ali kako že. In mogoče bo to Tesla pri nas, mogoče bo pač Tesla, zdaj ne spremljam toliko tega, ne vem, kje so zdaj Japonci, ker je Japonska nekako slovela kot, če si kot v tej robotiki dela, pač mogo delati na Japonskem, ne vem, kje so zdaj oni s tem, ampak mislim, da se zna zgoditi, da v naslednjih, ne vem, 10, 20, 30 letih, da bo nastal tak megakorp, kjer bojo vse ostale firme samo nek servis za njih.
Nvidia bo mogoče enkrat sam servis za Teslo, ker bo mogla tok tega AI-ja servisirati. Jaz mislim, da bodo počasi firme imele problem 90% margino plačati Nvidia. Ja. Ampak dobro, ta margina je že kar dolg, pa še kar plačujejo. Ampak jaz mislim, da je ena taka preprosta, mogoče tak heuristika glede teh produktov. Zdaj recimo, koliko boš kupil avto za sebe? Mislim, ok, ljudje so pač ljubitelji, pa bodo hoteli imeti vse, recimo, vse tipe, ne, ampak zdaj vprašanje, tako, jaz bi imel enega, ok, mogoče dva, ampak po drugi strani, če bi imel res dobro pokritje s temi robotaksi, pa mogoče tudi ne bi, če bi ga res tako lahko poklical, pa bi prišel v 1 minuti, ki bi tak skozi bil kakšen kje bliz, po drugi strani, ker se baterij tiče tega, ok, zdaj, ampak ne vem, lahko pa stanujem zraven nuklearke, naprimer, nekoč upam. Pa mi pa mogoče tudi te baterije toliko niso, Tako da jaz si predstavljam recimo tega robota, to je bolj k nek nevrokirurg, ki ga mogoče rabim, pa lahko kadarkoli skoči. Mislim, če ima ustrezne inštrumente, Tako da mogoče je dobro zdaj razmišljati, za kakšne tako podjetniško usmerjene, kakšne tule bi recimo tak robot rabil, da bi ti lahko maksimalno pomagal, pa jih recimo firma kot Tesla ne bo že privzeto dala zraven. Evo, zdaj je čas za... Ja, good point. Ja, zanimivo, ja. Ja, imeli smo še eno tematiko, ampak jo lahko tudi naslednjič obravnavamo, ker ne bo zastarana. Se pravi, ta Nobelova nagrada, ki sta jo dobila Demis, pa John, pa David. Se pravi, to je bila v bistvu prva Nobelova nagrada na področju AI. In ja, naslednjič bi lahko o tem malo govoril, Simon. Vedno bo aktualno. Mislim, da jima ne bojo vzeli nagrade. Ja, jaz bi sam rekel, da sem razočaran, da ni dobil ChatGPT Nobelove za literaturo. Literaturo? Ja, cool. Ej, hvala vam ful, se vidimo čez cirka 1 mesec. Uživite. Hvala, Dio. Čau.